Dober dan želim, prijazno pozdravljeni. Na liniji vas je 305. Lepo pozdravljene, gospe in gospodje. Veseli nas, da se slišimo, vidimo na ta način. Želim se vam ob priliki tega webinarja in njegovega začetka zahvaliti za pobude, da je do tega webinarja sploh prišlo, za vaše predloge, odzive, češ da je korona pokazala svoje prednosti in slabosti na tak način, da od nas zahteva ponoven razmislek o tem, kako z delom na domu, kako z njim tudi v času, ko ni korone, in kako ga čim bolj prikrojiti tako, da bo ta institut pogodu ugoden, dober, kvaliteten, tako za delodajalca kot za zaposlene. Hvala vam še enkrat. Danes bomo z vami, poleg mene, še magister Nikolaj Petrišič z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, z Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela in je vodja sektorja za varnost in zdravje pri delu. Ko bo sam na vrsti za svojo prezentacijo, bo o sebi povedal kaj več. Naslednji bo na vrsti kolega Slavko Krištofelc, sicer direktor inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu, ki smo ga na naših seminarjih v okviru poslovne akademije že večkrat gostili in prihaja z Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Naslednja in zadnja bo Špela Robič, ki je drugače vodja pravne službe pri Siemens d.o.o. in to smo vsi današnji predavatelji. Začenjam sama z uvodom. Povedala bom nekaj o tem, kaj delo na domu sploh je, kako je to urejeno, kje je urejeno. Sledil mi bo Nikolaj, ki bo povedal in se posvetil predstavitvi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na domu z vidika obveznosti, pravic in dolžnosti in delodajalcev in delavcev. Sledil bo Slavko Krištofelc, ki nam bo postregel z svojimi izkušnjami, bogatimi izkušnjami iz tega področja, pa tudi povedal nekaj priporočil Inšpektorata za delodajalce za opravljanje dela na domu. No, Špela Robič pa razmišlja iz prakse o tem, če je zakon tak, kot je in naša delovnopravna zakonodaja taka, kot je, dovolj fleksibilna in dovolj uporabna za to, kar bi morebiti ta moment potrebovali, da bi bilo čim bolj fleksibilno, čim bolj uporabno, tako za delavce kot delodajalce, in to nam bo predstavila. Tako. Prva bom na vrsti sama in preden začnem svojo predstavitvijo, bi vam rada povedala še, da gre za ta dogodek iz okvira projekta, ki mu je ime Krepitev kompetenc socialnih partnerjev na področju kolektivnega dogovarjanja, da je ta projekt 4-leten projekt, ki poteka že od leta 2018, 2021 se bo zaključil in je namenjen podpori socialnih partnerjev in brušenju njihovega znanja, moči in kompetenc v zvezi z potekom bipartitnega socialnega dialoga, zlasti bipartitnega socialnega dialoga. Ta socialni dialog je v času korone verjetno silom prilik in po neki logiki se utišal, zaradi tega, ker smo skupaj pripravljali interventno zakonodajo. Razumemo pa, da bo v najkrajšem času se spet pojavil interes tako na naši kot na delodajalski strani, kot na delojemalski strani za ponovne obnovitve kolektivnega dogovarjanja. No, in delo na domu je ena od tematik, ki utegne biti nova tema ureditve dela na domu. Do sedaj naše kolektivne pogodbe tega niso imele zelo pogosto urejenega, mogoče četrtina kolektivnih pogodb to ureja, nekatere bolj pozorno, nekatere manj pozorno, obetamo pa si, da bo to ena od takih tem, ki bo tudi zanimiva tema za kolektivno dogovarjanje v bodoče.
V uvodu se nedvomno pri temi dela na domu vprašamo po nekaj temeljnih vprašanjih. Namreč, kakšna je pa njegova razlika od običajnega dela? Kraj opravljanja dela je drug. Jaz nisem na sedežu delodajalca, nisem na tistih dislociranih enotah, kjer delodajalec sicer opravlja svoje delo, ampak pri svojem delu sem lahko na svojem delu doma, pač na domu, lahko pa celo kjerkoli drugje po svoji lastni izbiri. To je tudi mogoče pri tako imenovanem delu na domu. Ko govorimo o delu na domu, se tudi vprašamo po delovnem času, kaj zdaj to pomeni. A delovni čas je ali ni, ali so enaki postulati v zvezi s počitki med dnevi, med tedni, kot v primeru, ko hodimo na delo k delodajalcu. Potem se seveda logično vprašamo, kako je pa z zagotavljanjem delovnih sredstev. Zagotavljam to jaz delavec ali zagotavlja to moj delodajalec? In ali to zagotavljam na svoje stroške ali na stroške delodajalca? In se nam pojavlja tudi vprašanje, kako se upošteva pravzaprav skrb za delavčevo zasebnost. Glede na to, da če gre za opravljanje dela na dislokaciji, ki je lokacija delavčevega bivališča, gotovo mora imeti delodajalec to možnost, da pogleda, če je zagotovljeno, če so pogoji dela zagotovljeni ves čas tako, da bo lahko to delo kvalitetno potekalo. No, potem se tukaj pojavi še mogoče vprašanje, kako pa s poslovnimi tajnostjo delodajalca. A je ona dovolj zaščitena, ali jo sploh lahko dovolj zaščitimo in kako je treba do nje ravnati. Vsa ta vprašanja se nam pojavijo vključno s tem, katera so sploh tista delovna mesta, kjer je mogoče opravljati delo na domu in s tem je gotovo treba pri vsakem delodajalcu začeti. No, mi pa če začnemo čisto pri bazah, začnemo z zakonodajo, ki to področje ureja. Vemo, da naš zakon o delovnih razmerjih to ureja v nekaj členih, v členih od 68 do 72. To so tisti členi, ki urejajo pogodbeno delo na domu, je pa še v 169. členu posebej urejeno delo na domu z pravico odreditve, samo enostranske odreditve s strani delodajalca v posebnih razmerah. To je bilo tisto delo na domu, ki smo ga bili deležni sedaj v korona situaciji. Pomembno v zvezi z delom na domu in njegovo ureditvo je tudi Konvencija Mednarodne organizacije dela številka 177. Je iz leta 1996, pa ni ratificirana, je pa to ena od modernejših konvencij, ki je k njej pripada tudi poročilo številka 184 o delu na domu in govori dejansko o pravicah zaposlenih v primeru, ko se delo na domu odvija. Prva dela na domu, tradicionalna dela na domu so dejansko bolj tehnološka, strojna, ne v bistvu tako imenovani teleworking ali delo na daljavo, kot ga poznamo danes in se je pojavil sčasoma z razvojem tehnoloških sredstev. Tukaj bi rada omenila še mogoče dosti pomemben tako imenovani okvirni sporazum o delu na daljavo, ki so ga sklenile Evropske delodajalske in sindikalne organizacije in ki tudi obsega ureditev priporočil za neka temeljna vprašanja na temo dela na domu. Potem veliko vlogo je v zvezi z delom na domu opravila tudi organizacija Eurofond, tako imenovana Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev iz Dublina, ki se že od leta 1975 ukvarja z dejansko obstoječimi delovnimi pogoji, z možnostmi za njihovo izboljšanje, pripravlja vsakoletno poročilo, ima opazovalnice v vsaki od evropskih držav in pripravlja poročila na pomembna vprašanja s področja delovnega in prava socialne varnosti. Med drugim ima na področju ravno dela na domu Eurofond kar velike zasluge za njegovo širitev in tudi dobro ureditev.
Prvo ureditev dela na domu smo imeli v našem prostoru leta 1961 za kolporterje in prav delo na domu pa je leta 1989 uredil temeljni zakon o delovnih razmerjih. Tako da temelji so bili narejeni takrat. No, ko pa delo na domu pogledamo še svojo kolektivno pogodbo za dejavnost, ki zavezuje naš kot delodajalca. Seveda, če to podrobneje urejamo, potem pogledamo oziroma uredimo podrobnosti tudi lahko v aktu o sistemizaciji in tam opredelimo tista dela, ki naj bi se opravljala lahko kot dela na domu. Potem lahko imamo tudi pravilnik o tem, kako delo na domu poteka. In glavna pri tem je pa seveda pogodba o zaposlitvi o delu na domu oziroma o delu na daljavo. Ta opredeljuje temeljne vsebine tega dela na domu. Sam zakon opredeljuje delo na domu kot delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po lastni izbiri, kot smo prej rekli, in sicer izven prostorov delodajalca. In za takšno delo šteje naš zakon tudi delo na daljavo, ki se, kot smo tudi prej rekli, opravlja z uporabo informacijske tehnologije. Tega je pravzaprav danes največ in v praksi to najpogostejša oblika opravljanja dela na domu. Odgovorimo si dalje na vprašanje, katera dela se lahko opravljajo na domu. Prvič, delavec lahko na domu opravlja samo tisto delo, ki sodi v dejavnost delodajalca, ne kar neki, ki si sam zmisli, in pa ne sme opravljati tistega dela, ki je škodljivo ali če obstaja nevarnost, da postane škodljivo, bodisi za delavca, ki ga opravlja na domu, ali pa za življenjsko in delovno okolje, kjer se to delo opravlja. Ter seveda v primerih, ko to prepoveduje poseben zakon ali drug predpis, kolega Petrišič in Krištofec nam bosta povedala, če imamo kakšne take predpise, kjer je delo na domu eksplicitno prepovedano ravno iz tega razloga. No, ko se razpravlja o delu na domu, je treba vedeti, da mora biti to dostopno pod enakimi pogoji vsem zaposlenim, vendar na podlagi tega, za kakšno delovno mesto gre. Seveda pa lahko tudi v naši sistemizaciji, v pravilniku o delu na domu, podjetniški kolektivni pogodbi opredelimo tudi kakšne še ostrejše pogoje za to, da se delo na domu vzpostavi z nekim določenim delavcem. Na primer, da je to delavec, ki je sam posebej samostojen, ima samodisciplino, je samoiniciativen, ima sposobnost samoorganiziranja in podobno. Vse to je seveda pomembno. Odgovorimo si v nadaljevanju na vprašanje, ali se lahko delo na domu opravlja samo kot redno in trajno, ali tudi občasno in priložnostno. In tudi na vprašanje obenem, teh vprašanj imamo kar veliko, ali se mora tudi za občasno delo na domu skleniti pogodba o zaposlitvi, kot navaja naš zakon o delovnih razmerjih. Verjetno, če ste brali in se poglobili v določbe zakona o delovnih razmerjih, vidimo, da ta obravnava samo delo na domu, ki se na podlagi pogodbe o zaposlitvi opravlja redno in trajno. Ne obravnava pa oblike opravljanja dela na domu, ki ga delavec opravlja izjemoma, pa občasno in začasno. In v bistvu gre za mogoče neko delovno nalogo, ki jo ob določenem času opravi ali vsako leto te vrste delovno nalogo, ali jo samo začasno opravlja. To drugo obliko občasnega opravljanja dela na domu obravnava prej omenjena konvencija Mednarodne organizacije dela številka 177 in konvencija določa, da zaposlene osebe ne postanejo delavci na domu, če samo začasno ali občasno opravljajo to delo. In torej, da to niso delavci na domu, da imajo drugačen status. Gre torej za delo na domu na podlagi dogovarjanja, ki se opravlja zunaj poslovnih prostorov, mogoče dan, mogoče dva in ne za stalno,
Se pa seveda opravi v kraju, ki ga izbere delavec in ki ga izbere v soglasju z delodajalcem. Taka oblika je v praksi najbolj pogosta, vsaj po naših izkušnjah, in bosta gospoda povedala, če to drži ali ne drži. V bistvu tukaj sploh ne gre za neko čisto pravo obliko dela na domu, ampak in tudi za to obliko dela na domu, vsaj na pravni službi, menimo, da ni potrebno sklepati posebne pogodbe o zaposlitvi, tako kot nas zahteva Zakon o delovnih razmerjih, ampak da mora iti samo za soglasje za opravilo določenih začasnih ali občasnih nalog v imenu in za račun delodajalca na domu. Naprej, ali se lahko delo na domu dogovori za celoten delovni čas oziroma kako? Torej, delo na domu se, če gledamo zakon, lahko izvaja kot pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas, za krajši delovni čas od polnega, za celoten delovni čas, kot dopolnilno delo, se pravi tisto včasih tretjinsko, sedaj petinsko delovno razmerje, potem v kombinaciji do polnega delovnega časa pri več delodajalcih, opravlja se pa lahko tudi kot začasno oziroma občasno delo na domu, kjer, kot smo rekli, menimo, da ne gre za pravo delo na domu, imamo pa še to dodatno obliko, kot smo jo prej omenjali, enostransko odreditev dela na domu po 169. členu Zakona o delovnih razmerjih, ko gre za izredne razmere in daje Zakon o delovnih razmerjih to posebno pooblastilo delodajalcu, da z enostransko odredbo pač odredi delo na domu zaradi preprečitve neke določene škode, ki preti. Torej, v primeru, ko gre za manj kot poln delovni čas opravljanja dela na domu, se pač preostali del dela opravlja pri delodajalcu in tak način dogovora tudi omogoča lažji nadzor nad opravljanjem dela, nad rezultati dela, potem delavec ohrani stik s sodelavci, boljša izmenjava informacij, boljša je socialna slika in podobno. Vprašajmo se še, kateri vidiki v zvezi z delovnim časom so še pomembni. Torej, glede na naravo dela na domu, kjer poudarek ni na prisotnosti na delovnem mestu, temveč predvsem na rezultatih dela, ZDR glede delovnega časa v primeru opravljanja dela na domu določa nekatere izjeme. 157. člen te izjeme določa in pravi, da lahko delavec in delodajalec sklenita dogovor drugačen od minimalnih standardov iz zakona, tako glede delovnega časa, nočnega dela, odmorov, dnevnega in tedenskega počitka in skratka to posebej in drugače dogovorita, ne glede na obstoječe minimalne standarde. To je seveda precej široko pooblastilo, za katerega je postavljen sam pogoj, namreč pogoj, da sta delavcu zagotovljena ob vsem tem varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu. Torej, glede na zadnje navedeni pogoj v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, pa mora delodajalec poskrbeti za to, da delavcu naloži samo primeren obseg delovnih nalog, da opredeli način spremljanja izvajanja teh opredeljenih delovnih nalog in rezultatov delavca oziroma naloži delavcu periodično poročanje delavca. Tudi, če tako pogledamo, Zakon o evidenci na področju dela in socialne varnosti tudi za delo na domu nalaga enake evidence, kar pomeni, da je tudi za delo na domu potrebno, pa mogoče še bolj potrebno, imeti skrbno evidenco o tem. In voditi je treba dnevno evidenco delovnega časa, da je treba vedeti posebej, če pride do tega, odrediti nadure, da se ne šteje, da je delovni čas kar razpotegnen in skratka gre za dokumentiranje na enak način, kot če delo redno poteka. Zakon tudi pove, da če delodajalec ne vodi evidence, si seveda prisluži globo. In
kolega z inšpektorata bo o tem lahko kaj več povedal. V zvezi z obveznostmi delodajalcev, v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, to področje z veseljem prepuščam kolegoma, ki bosta na to temo spregovorila, in sama odgovorim na naslednje vprašanje, ki se poraja v tem procesu, namreč ali mora delodajalec zagotoviti tudi vsa delovna sredstva. Odgovor je ne. Lahko jih, lahko pa ni. Lahko jih pa ne. Namreč, ena najpomembnejših vsebin med delavcem in delodajalcem v primeru dela na domu je dogovor glede tega, kdo bo zagotovil material, delovna sredstva za opravljanje dela na domu, pa tudi poseben dogovor o višini nadomestila za uporabo delavčevih sredstev. Mi imamo zato glede tega posebno določbo v zakonu o delovnih razmerjih, ki govori o tem, da se za uporabo delavčevih sredstev v službene namene dogovori nadomestilo. Zakon o dohodnini tudi določa, da ko je to nadomestilo določeno in izplačano, da je to dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo po 44. členu zakona o dohodnini. Namreč to nadomestilo je na podlagi izračuna, torej mora predstavljati utemeljen in razumen znesek, šteje se pa, da je do višine 5% mesečne plače delodajalca, vendar ne več kot do višine 5% povprečne mesečne plače zaposlenih, prosto davščin. Dejanske stroške se pa lahko uveljavlja na podlagi dokazil. Naslednje vprašanje. Kako zagotoviti varstvo poslovnih skrivnosti in drugih občutljivih podatkov? Na način, kot to delodajalec že zagotavlja, plus še na dodatne načine. Na primer, omogoča varne povezave v omrežje in varne povezave do takega informacijskega sistema, ki bo to lahko zagotavljal. Lahko opredeli tudi dostop v omrežje delodajalca samo preko neke posebne kode ali kakorkoli drugače. Skratka, to je mogoče zagotoviti na razne načine, seveda pa ne bo od muh in ne bo odveč tudi taka klavzula v pogodbi, da je delavec dolžan skrbeti, da ne pride do raznosa ali distribucije delodajalčevih poslovnih skrivnosti, ker pač to predstavlja kršitev delovnih obveznosti. Če se vprašamo potem, katere so dodatne obveznosti delodajalca in pravice delavca, je to zlasti, da preden se nastopi s takim delom in preden ga stranki uvedeta, je potrebno obvestiti inšpektorat za delo. Obvestiti. Kaj to obvestilo pomeni, bosta povedala kolega, dejstvo je pa seveda, da opustitev te obveznosti gotovo pomeni prekršek. Obvestitev je pomembna in je potrebna in je zahtevana. Kakšne so pa vsebine tega obvestila, bosta prosim povedala kolega. Jaz bi še tukaj opozorila na to, da je pogodba o zaposlitvi, ki se sestavi za delo na domu, verjetno malo bolj bogata kot tista, ki je običajna za običajno delo pri delodajalcu, da pa lahko obsega vse sorte, med drugim tudi poskusno delo, čeprav bo v takem primeru seveda potrebno tudi ugotoviti oziroma določiti natanko, kako se bo to poskusno delo spremljalo, ker bo pri delu na domu prav gotovo to na drugačen način, kot če se to odvija pri delodajalcu. Delovni čas je lahko določen, sicer fleksibilen, vendar v nekih določenih časovnih razponih, tako da je določen čas obvezne razpoložljivosti delavca, v katerem lahko delodajalec z njim pride v kontakt. Potem pogodba o zaposlitvi je primerno tudi, da že ona določi, kakšen je način spremljanja dodeljenih nalog, ali samo s poročilom, ali kakorkoli drugače. Potem fino je, če taka pogodba obsega še dogovor o tem, da ima delodajalec dovoljenje, da glede na to, da mora sam
garantirati zdrave in varne razmere za delo delavca tudi na njegovem domu, da ima možen dostop in vstop v delavčeve prostore za nadzor oziroma za pregled, če to dejansko je zagotovljeno enako kot ob vzpostavitvi takega dela na domu. Taka pogodba o zaposlitvi bo vsebovala tudi prav gotovo obveznost delavca, da delodajalca takoj obvesti o primeru nezgode pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo za dalj časa. Potem fajn je, če pogodba o zaposlitvi opredeli, kako delodajalec zagotavlja varne delovne pogoje dela na domu. Mogoče tudi opredeliti, kateri so tisti prostori, v katerih se delo opravlja. Kakšen je vhod, kakšna je svetloba, da se opredeli, kako mora biti obrnjena miza, da se opredeli skratka neke okoliščine, iz katerih bo razvidno, da gre za neko kvalitetno okolje in ne zgolj zasilni prostor, v katerem se bo opravljalo delo na domu. Sicer pa velja, da tisti delavec, ki opravlja delo na domu, da ima povsem enake pravice kot kateri drugikoli delavec, vse pravice, tudi pravice do sindikalnega organiziranja, tudi pravice do udeležbe, da se organizira, tudi da je voljen in da voli. In kar se pa tiče pravice do povračila stroškov prevoza na dela in z dela, pa za dneve, ko dela na domu, seveda mu to ne pripada. Pripada mu malica oziroma povračilo stroška za malica. Povračilo za prevoz na delo in z dela po obliki kilometrine edino, če ga delodajalec pokliče na delo, na nek določen sestanek in podobne zadeve. In še, kaj pa, če se zgodi, da delodajalec v nekem obdobju ugotovi, da nekega dela ne želi več, da se opravlja na domu? Menimo, da bi šlo v takem primeru za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, zaradi tega, ker v bistvu ne obstajajo več pogoji, taki, kot so bili v času sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Sicer pa je pogodba o zaposlitvi za delo na domu oziroma za delo na daljavo zaenkrat na podlagi naše zakonodaje sklenjena lahko za nedoločen čas, za določen čas pa bi lahko bila, če bi na primer preko kolektivnih pogodb dejavnosti, ki imajo pooblastilo, da lahko opredelijo tudi druge primere sklenitve delovnega razmerja za določen čas, opredelili, da se taka pogodba lahko sklene tudi za določen čas. No, zanimivo je, da od naših kolektivnih pogodb dejavnosti, ki jih je za gospodarske dejavnosti 26, polovica od njih že opredeljuje neke temeljne pogoje za opravljanje dela na domu, da pa opredeljuje četrtina od njih tudi to, da se delo na domu lahko opredeli z aneksom k pogodbi o zaposlitvi, kar pa po zelo rigoroznem gledanju našega zakona načeloma ni mogoče. Zakaj? Ker sprememba kraja opravljanja dela načeloma pomeni, da se je takrat treba o tem dogovoriti z novo pogodbo o zaposlitvi, ne pa samo z aneksom. Vendar taka določba, ki že je vsebovana v kolektivni pogodbi, se mi zdi, da če bi šlo v praksi za njeno realizacijo, da bi težko oporekali, da je praktična. Druga stvar pa je, kako bi presodilo sodišče. Kako preneha taka pogodba? Sporazumno, z odpovedjo, skratka na enak način, kot tudi sicer pogodba o zaposlitvi. To so nekako temeljni povzetki tega, kako je urejena pogodba o delu za delo na domu in pa temeljna izhodišča, iz katerih se lahko izhajamo pri tem, da bi ta institut približali čim bolj praksi in ga naredili, v bistvu omogočili, da je on to, kar dejansko je, ena od modernih oblik pojavljanja dela.
In si želimo, da bi ravno pač ta korona situacija, ki nas je izučila o dobrih in slabih plateh dela na domu, da bi nam pomagala ravno pri tem, da bi prišli do novih, kvalitetnih, dobrih rešitev v zvezi z opravljanjem dela na domu, v zadovoljstvo obeh strani, tako delavca kot delodajalca. S tem zaključujem in predajam svojo besedo kolegi Petrišiču. Izvolite, Nikolaj. Najlepša hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani vsem. Torej, sem vodja sektorja za varnost in zdravje pri delu na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. In seveda, tako kot na ostalih ministrstvih, se prvenstveno na našem ministrstvu tudi ukvarjamo s pripravo zakonodaje. Nekaj zakonodaje prenesemo tudi na podlagi sprejetih direktiv Evropske unije. Potem odgovarjamo na vprašanja, ki prihajajo tudi z vaše strani delodajalcev ali delavcev, torej tolmačimo zakonodajo in pa seveda mednarodno sodelujemo. Takoj, ko sem omenil zakonodajo, seveda bi tudi moj prispevek danes bil predvsem na temo zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Moram poudariti, da temeljni zakon na tem področju, s katerim ste se gotovo že vsi srečali, je Zakon o varnosti in zdravju pri delu iz leta 2011, ki pa temelji sicer na precej starejši okvirni direktivi in sicer na direktivi 391 iz leta 1989. Torej, gre za zakonodajo, ki se več ali manj na tem področju ne spreminja, seveda pa je potem cela kopica podzakonskih aktov, pravilnikov, ki temeljijo na individualnih direktivah. Torej, zakonodaja je kar obsežna. Današnja tema je seveda delo na domu. In glede na to, da je delo na domu bilo v preteklih mesecih v močnem razmahu, bi pravzaprav opozoril na 3 obdobja dela na domu. Ena vrsta dela na domu se je dogajala v preteklih letih oziroma pred korona epidemijo. Potem smo bili soočeni z epidemijo in takrat je pravzaprav delodajalec lahko enostransko odredil delo na domu in smo se znašli pravzaprav v taki situaciji, kjer sami nismo mogli vplivati na to, kar je delodajalec seveda po zakonu o delovnih razmerjih lahko izvedel. In po drugi strani smo bili soočeni s to situacijo, da marsikateri starši so imeli tudi otroke doma, so jih morali doma šolati in delo ni moglo potekati tako kot v normalnih razmerah, ko lahko poteka delo na domu. In sedaj prihajamo v to tretje obdobje, ko smo se praktično večinoma skoraj vsi soočili s delom na domu, ampak v drugačni obliki. In sedaj lahko delo na domu poteka tako, kot bi moralo v normalnih razmerah, ko se lahko vsi tudi na delo na domu, seveda v soglasju z delodajalcem, osredotočimo na naloge, ki nam jih delodajalec nalaga. Da malo ponazorim, o čem pravzaprav govorim, imam eno slikco, en graf, ki bi vam ga rad pokazal, in sicer kako pogosto je bilo delo na domu prej, torej leta 2019. In vidimo, da pravzaprav Slovenija ni na repu te lestvice, ampak nad povprečjem držav Evropske unije. In sicer v letu 2019 je v Evropski uniji običajno delalo od doma 5,4% zaposlenih v starostni skupini od 15 do 64 let. V Sloveniji pa je bilo 6,8% takih delavcev. Nekako logično je, da najbolj izstopajo države, kot so Nizozemska in Finska, s kar 14,1% zaposlenih, ki so delali od doma, na repu te lestvice pa je Bolgarija za zgolj 0,5%. Gospa Metka Penko Natlačen je zelo sistematično že povedala pravzaprav vse, kar sledi iz zakona o delovnih razmerjih. Mogoče bi se tukaj na tele tabelci bi si vseeno pogledali še eno primerjavo, in sicer kakšne so zakonske zahteve glede dela na domu in glede dela na sedežu delodajalca. Torej, kraj opravljanja dela je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi. V primeru, če se določi nov kraj opravljanja dela, je potrebna nova pogodba o zaposlitvi, prav tako je potrebna nova pogodba o zaposlitvi ob spremembi kraja opravljanja dela. Če delo poteka na sedežu delodajalca, seveda ni potrebno obveščati inšpektorata, v primeru, da se delo opravlja na domu, je obveščanje inšpektorata obvezno. Kar se pa tiče varnosti in zdravja pri delu, pa je to v polnem obsegu brez posebnosti. Torej, dejansko zakon o varnosti in zdravju pri delu in pa zakonski akti ne ločijo med delom na domu in delom na sedežu delodajalca glede obveznosti delodajalca in nalog oziroma pravic in hkrati obveznosti delavcev.
Glede delovnih sredstev, ki jih delavec uporablja pri svojem delu, pa je bilo že razloženo, da ima delavec v primeru dela na domu pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev, torej pri delu na domu. Če nadaljujem z temami, ki so z vidika varnosti in zdravja pri delu pomembne v primeru dela na domu, bi izpostavil seveda uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij, torej novih tehnologij, ki nam pravzaprav omogočajo delo na domu, predvsem takrat, ko govorimo o delu za računalnikom oziroma pisarniško delo, ki se lahko opravlja seveda tako v pisarni na delovnem mestu, ki ga zagotavlja delodajalec, ali pa na delu na domu. Torej, ta informacijsko-komunikacijska tehnologija nam omogoča, da lahko delamo kjerkoli in kadarkoli. Pri čemer pa je seveda pri delu na daljavo potrebno paziti, da se tovrstna fleksibilnost ureja v dogovoru tako s strani delavca kot delodajalca, torej dogovorno. V normalnih razmerah je to seveda dogovor. Tako dogovor glede kraja opravljanja dela, časa opravljanja dela, kakor tudi seveda glede uporabe opreme, za katero delodajalec potem zagotovi določena nadomestila. Torej, prednost je seveda gotovo večja avtonomija delavcev pri delu na daljavo. Delavec sicer sam lahko razporeja posamezna opravila, hitrost dela in tako naprej, v skladu z lastnimi preferencami. Poleg tega pa moramo poudariti tudi negativne vidike, in sicer delavec je pogosto izpostavljen tudi večjim psihosocialnim tveganjem, kot so na primer stres, izgorelost, prezentizem in podobno. Torej, obseg dela se lahko tudi poveča pri delu na domu zaradi, bom rekel, torej, razlogov s strani delodajalca, na primer v primeru neustrezno določenega obsega dela, kadar mora biti delavec vedno prisoten, torej na razpolago delodajalcev, predvsem zaradi uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij, tukaj mislim predvsem elektronsko pošto in pa mobilno telefonijo. Delodajalec lahko tudi potem ad hoc določa naloge delavcu, kar ga pač dodatno obremeni in tako naprej. Hkrati pa je delavec soočen mogoče tudi z neko željo po plačilu možnosti dela na daljavo s povečanim obsegom opravljanja dela, torej da je dosegljiv tudi v večernih urah in tako naprej. In tukaj se zabriše potem meja med privatnim in službenim časom, kar je seveda lahko problem. Hkrati pa so delavci tudi potem lahko izpostavljeni pač lastnim ambicijam in se želijo dodatno dokazovati delodajalcev. Torej, take posledice uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije so konstantna dosegljivost, preobilje informacij, poplava elektronske pošte. In glede na to, da gre za dogovor med delavcem in delodajalcem, kako se bo opravljalo delo na domu, je ena izmed bistvenih zadev tudi pravica do odklopa. Smiselno je, da se vsaj delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi, če ne mogoče v kakšnem drugem internem aktu delodajalca, dogovorita, kdaj je delavec absolutno dosegljiv za delodajalca oziroma kdaj ima pravico do zasebnosti, da se lahko odklopi in za delodajalca ni dosegljiv in se takrat posveti svojim hobijem, družini, kakorkoli drugim zadevam. In hkrati sistem zagotovi tudi ustrezen počitek, ki je z vidika varnosti in zdravja pri delu seveda še kako pomemben. Torej, pravica do odklopa predstavlja pravico delavca, da je nedosegljiv izven dogovorjenega delovnega časa in se ni dolžen odzvati na korespondenco ali druge aktivnosti s strani delodajalca. To je predvsem bistveno zato, ker je sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije omogočajo stalno prisotnost oziroma povezanost delavca z delodajalcem in negativno vplivajo tako na njegovo razporejanje poklicnega in zasebnega življenja, kot tudi na varnost in zdravje delavcev. Ko govorimo potem v nadaljevanju o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, seveda moramo poudariti, da Zakon o varnosti in zdravju pri delu delodajalcem nalaga, da so oni tisti, ki so odgovorni za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, ne glede na to, kje opravlja delavec delo. Rad bi poudaril, da to pravzaprav ni neka novost, torej seveda pri delu na domu delavci opravljajo delo tako, da niso pod neposrednim nadzorom delodajalcev, ampak če pogledamo tudi druga delovna mesta, od
voznikov, avtobusov, šoferjev, tudi niso pod neposrednim nadzorom delodajalcev, ali pa mogoče kakšnih trgovskih potnikov, zavarovalniških agentov in podobno, se tudi opravlja delo tako na terenu in takrat niso pod neposrednim nadzorom delodajalcev. Torej, delodajalec mora v namen zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu izvajati vse ukrepe potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, upravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. To je dikcija zakona, ki se ne razlikuje, torej enaka je za delo, opravljanje dela na delovnem mestu delodajalca ali pa za delo na domu. Seveda pa so potem tudi obveznosti in naloge delavcev. Torej, delavec mora ravnati tako v skladu z zakonodajo in vsemi zakonom in vsemi podzakonskimi akti z področja varnosti in zdravja pri delu, mora delati v skladu z navodili delodajalca, pravilno uporabljati delovno opremo in druga sredstva za delo, vključno z varnostnimi napravami ter osebno varovalno opremo, kadar jo uporablja. Torej, najpomembnejša dolžnost delavca je, da sledi navodilom delodajalca glede varnega in zdravja neškodljivega dela, tudi kadar delo opravlja na domu. Tukaj bi rad pravzaprav izpostavil temeljni dokument, in sicer vsak delodajalec mora sprejeti izjavo varnosti z oceno tveganja. To je en korak, drug izredno pomemben korak oziroma naloga delodajalca pa je, da delavce usposobi za varno opravljanje dela. To usposabljanje je seveda po zakonu potrebno pred nastopom dela, ob spremembi tehnologije in tako naprej, ampak želel bi poudariti, da je tudi usposabljanje ena bistvena zadeva in na usposabljanju lahko delodajalec delavcu razloži, kako si naj uredi delovno mesto doma, tako da ne bo prišlo potem do okvare hrbtenice, psihosocialnih tveganj in drugih težav, ki lahko nastopijo na delovnem mestu delodajalca ali pa na delu na domu v primeru, če pretirano uporabljamo na primer računalnik v pisarni in podobne zadeve. Torej, številna vprašanja so tudi, ali obstajajo kakšne checkliste, kakšni seznami, na podlagi katerih naj potem delodajalci ocenijo tveganje v primeru dela na domu. V zadnjem času in tudi večkrat sem omenil, delo na domu povezujemo z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami, torej nekako z delo z računalnikom oziroma pisarniškim delom. Torej, dejansko, tako kot mora delodajalec oceniti tveganja na delovnem mestu pri sebi, tudi na delovnem mestu doma, in v zvezi s tem bi izpostavil torej OIRO, spletno orodje, ki je pripravila Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, je prevedena tudi v slovenščino in omogoča enostavno ocenjevanje tveganj, torej en modul je pa prav namenjen delu za računalnikom oziroma pisarniškemu delu. In kdor želi pravzaprav neko checklisto, lahko preko tega spletnega orodja OIRE, ob uporabi tega orodja pride skozi vsa tveganja, ki so jim delavci izpostavljeni pri delu z zaslonsko opremo. Torej, delodajalec ima enako odgovornost za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu tako za delavca, ki dela v njegovih prostorih, kot za delavca, ki dela na domu. Pri tem pa mora biti posebej pozoren na delovno okolje. Zdaj bi pravzaprav predstavil to checklisto zelo na hitro, ampak samo da boste videli, na katerih področjih mora biti delodajalec posebej previden, torej pozoren, na katere škodljivosti oziroma tveganja. Delovno okolje, torej delovno okolje vključuje tako osvetljenost, da ne prihaja do bleščanja, odboja z ekrana, da ni preveč svetlobe ali pa premalo osvetljenosti delovnega mesta, potem lahko je problematičen tudi hrup iz okolja, nekako mora biti pozoren tudi na toplotne razmere, da poleti ni prevroče in pozimi prehladno. Delovno mesto, kakšno mora biti delovno mesto, torej mora biti zagotovljena miza, stol in seveda dovolj velika miza, tako da delavec lahko kvalitetno opravlja svoje delo. V pravilniku o delu z zaslonsko opremo je tudi navedeno, kakšen mora biti stol z gibljivim naslonom, da si lahko delavec prilagodi svoje delovno mesto, kar se da glede na sebe, torej ergonomsko. Tudi stol mora biti premičen na 5 koleščkih. Potem mora delodajalec posebno pozornost
nameniti psihosocialnim tveganjem, kot sem jih že prej izpostavil. Kadar je le mogoče, mora zagotoviti tudi neke odmore, krajše odmore, tako da delavec lahko ostane, se razgiba, ne pa da je neprestano, torej bom rekel, pritrjen za računalnik. Ko pa, torej, to po eni strani, po drugi strani pa tudi odmor za malico in vse te zadeve, ki izhajajo že iz druge zakonodaje. Ko govorimo o ergonomski ureditvi delovnega mesta, bi vseeno želel izpostaviti, da delo z prenosnimi računalniki, laptopi, pravzaprav je z vidika ergonomije zelo neustrezno in torej delodajalec bi moral zagotoviti tako delovno opremo, torej nekako doke, oziroma da se priključi torej računalnik v pisarni, kjer je njegovo stalno delovno mesto, ali pa doma na vmesnik, ki mu omogoča potem ločeno tipkovnico, ki jo seveda nastavi tako, kot mu ustreza. Hkrati tudi mora biti miška ločena od računalnika, saj če uporabljamo miško, ki je na prenosnem računalniku, povzroča pač težave z zapestjem in z dlanjo, prsti. V nadaljevanju pa je potrebno opozoriti tudi na ustrezno namestitev ekrana. Ekran mora biti tudi ločen od procesorja, da se ga lahko nastavi ustrezno po višini, ustrezen naklon in seveda tako, da ni bleščanja skozi okno in hkrati tudi ekran ne sme biti obrnjen proti oknu, zato da ne prihaja do različne svetlobe. Torej, če je premočna svetloba, zunanja premočna svetloba, potem na ekran seveda slabo vidimo. Pravzaprav bi želel še enkrat izpostaviti, da izrednega pomena je seveda ocena tveganja, tako na stalnem delovnem mestu pri delodajalcu, kot tudi na delovnem domu, in nekako sem želel povzeti, na kaj morajo biti delodajalci pozorni pri pisarniškem delu. Hkrati je izrednega pomena tudi usposabljanje. Večkrat sem poudaril pravzaprav, da ni razlike med stalnim delovnim mestom in pa delovnim mestom doma, kar se tiče zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, in pa seveda obveznosti delavca, da sledi navodilom delodajalca. Torej, delo na domu je obstajalo že pred epidemijo in pravzaprav sedaj samo v večjem obsegu se bo nadaljevalo tudi v prihodnje. Torej, ne gre za neko novost, ampak pravzaprav lahko z nekaterih okolij dobre prakse prenesemo tudi v naša delovna mesta, bom rekel, prihodnosti ali pa sedanjosti, tako da ne gre za neko pretirano novost. To je z moje strani vse. Hvala lepa. In predajam pravzaprav besedo gospodu Slavku Krištofelcu, da osvetli zgodbo še z vidika inšpektorja za delo. Hvala lepa, Nikolaj. Zanimanjem je bilo poslušati to predavanje predhodnice in predhodnika. Na to temo dela na domu že kar veliko povedala, tako da imam jaz zdaj kar težko nalogo mogoče iz tega izluščiti še tiste zadeve, ki bi bile in upam, da bodo interesantne oziroma zanimive za vse poslušatelje oziroma prisotnemu na tem webinarju. Na inšpektoratu smo v tem obdobju, zlasti v obdobju koronavirusa, pridobili kar nekaj izkušenj oziroma smo si ustvarjali določena mnenja, kako poteka to delo na domu v sedanjem času, se pravi v času krize, in pa kakšno je bilo to delo od doma pred tem obdobjem, se pravi pred krizo. Čisto statistični podatki, recimo v letu 2019 so delodajalcu na inšpektorat prijavili cirka okrog 2000 delavcev, to se pravi 2000 imen delavcev, ki naj bi delali od doma. Naše mnenje je, da ta številka tudi približno ni realna. Če pogledamo sedaj to krizno obdobje v preteklih mesecih, je bilo na inšpektorat prijavljenih skoraj 10 000, ne bom rekel delavcev, ampak 10 000 delodajalcev je prijavilo takšna dela od doma, in če vzamemo neko povprečje, da je 10 ljudi fitno primo, da je pa dejansko v času koronavirusa delalo od doma, bi rekel, sigurno skoraj 100 000 delavcev. Kje so se pojavljale največje težave, katere smo na inšpektoratu ugotavljali? Prvič, tudi največ vprašanj smo dobili s tem, kako dejansko sploh prijaviti
delo na domu na inšpekcijo. V prejšnjih predavanjih smo slišali, da je to dolžnost delodajalca, da to stori, in če tega ne stori, predstavlja prekršek po zakonu o delovnih razmerjih. Obrazca za neko univerzalno prijavljanje nezgode trenutno še ni, in veliko delodajalcev je spraševalo, kaj dejansko v tej prijavi mora inšpektoratu podati. Katere vsebine so tiste, oziroma kateri so tisti podatki, ki bi bili nujno potrebni, da bi bil inšpektorat s tako prijavo oziroma s tako vlogo zadovoljen. Jaz bi tukaj še vmes, preden povem, kateri so tisti podatki, želel pojasniti, da ima inšpektorat pravico prepovedati ali organiziranje dela na domu ali opravljanje dela na domu. To pomeni že predhodno ali pa že v času samega izvajanja dela na domu. Inšpektorat sicer po prejeti vlogi ne opravlja nikakršnih nadzorov, tudi ne opravlja, trenutno govorim, prav tako ne daje nikakršnih soglasij, da se določeno delo od doma opravlja. Glede na pristojnost, ki jo na inšpektoratu imamo, da lahko prepovemo delo oziroma organiziranje, potem nekako tudi pričakujemo določene informacije s strani delodajalcev, katere bi nam bile v pomoč pri presoji o tem, ali bo tisto napovedano delo od doma približno varno oziroma bi zagotavljalo delavcu ustrezno varnost in zdravje pri takšnem delu. Vsekakor je nekako ime in priimek tisti podatek, za katerega pričakujemo delodajalca, saj bi ta podatek bil tisti, ki bi nam nekako omogočil upravljanje nadzora potem na terenu. Ravno tako bi bilo dobro, da vidimo, kje se to delo od doma opravlja, se pravi lokacijo opravljenega dela. Nekako pričakujemo tudi, da dobimo informacijo o nekem predvidenem obdobju opravljanja dela na domu, koliko časa je predvideno, da bo določen delavec na dan v nekem povprečju opravljal to nalogo, katero delovno opremo bo uporabljal oziroma ostala sredstva za delo, in pa eventualno predvidena tveganja. Glede na to, da smo v veliki večini ali pa skoraj vseh primerih dobili prijave o delu na domu za pisarniška opravila, to pomeni uporabo informacijske tehnologije, računalnikov, oddaljenih dostopov in tako naprej. Že iz samega naslova oziroma naziva smo nekako izluščili, kaj je potrebno na domu zagotavljati, da so razmere ustrezne. Ostalih oblik dela na domu, kot je bilo mogoče v preteklosti, kot je gospa Penkova tudi omenila, v sedanji fazi dejansko ni bilo zaslediti, čeravno je bilo videti, da so bili na delo od doma odrejeni tudi hišniki, tudi serviserji, tudi vzdrževalci, ampak samo v zvezi z deli, ki so povezani z računalniško tehnologijo. Delodajalčeva odločitev je sicer tista, ki odloča, on se bo odločal o tem, ali bo uvedel neko delo od doma, in v smislu 68. člena zakona o delovnih razmerjih nekako potrebuje tudi soglasje delavca, kar je nekako nasprotju s tem, kar omogoča v kriznih razmerah 169. člen ZDR. Zakaj je to pomembno? Ko delodajalci prijavljajo delo od doma na inšpektorat, velikokrat priložijo tudi pogodbe o zaposlitvi. Kaj opažamo s tem v teh pogodbah o zaposlitvi? Da je delo od doma dejansko še zelo neurejeno, premalo dorečeno in mogoče vidimo iz teh pogodb o zaposlitvi samo en člen, v katerem piše, da sta se dogovorila za delo na domu. Nič za kakšno delo, nič o kakšnem obdobju, nič o nekih pravicah in dolžnostih. Vemo, da tako na lokaciji delodajalca kot v izvedbi dela na domu obstajajo tako pravice in dolžnosti za delodajalce in pa za delavce. Vsekakor dejansko pogrešamo, da je to
pogodbena urejenost na dokaj nizki ravni, po domače povedano. Recimo firme, ki se ukvarjajo z programiranjem, računalniško tehnologijo, tukaj so dejansko kar veliko korakov pred ostalimi delodajalci. Oni imajo to dejansko urejeno zelo, vendar pa lahko ugotavljamo, da pa je mogoče njihovo delo tudi nekoliko prenormirano. To dejansko pomeni, da ni razvidno iz vseh teh vlog oziroma pogodb, koliko dela je nekako dolžan ta delavec, ki opravlja delo na domu, opraviti. Kot je že gospod Petrišič pred mano omenil, zelo pomembno je, da se delodajalec in delavec dogovorita za obseg dela, za nek povprečen, normalen obseg dela, v sklopu katerega bo potem delavec najdel tudi svoj prosti čas za družino, za, kot je bilo rečeno, za hobi in tako naprej. Zato je tudi tisti neki pomemben podatek za nas, da delodajalec, ko prijavlja delo od doma, tudi napiše, da je to nekako, bom povedal na primer, to je 6 ur, 8 ur na dan, je tisti obseg, ki bi bil nekako smiseln in smotrn in bi dejansko zagotavljal delavcu tudi ostalo privatno kvalitetno življenje. Tukaj se zelo pogosto pojavljajo tudi vprašanja, oziroma imamo dilemo, recimo, ko delodajalec v pogodbi napiše naslov delavca, ki opravlja delo od doma. Se pravi, nek naslov, ulico, z mestnom in tako naprej. Verjetno bi se potrebno bilo tukaj vprašati, kaj to pomeni odgovornosti delodajalca za zagotavljanje varnosti delovnih pogojev in tudi v zvezi z morebitnimi nezgodami pri delu, ki bi se lahko v zvezi s tem dogodile. Se pravi, nek naslov, ulica, ne vem, tega in tega, in ko pridemo na ta naslov, vidimo, da je to neka stanovanjska hiša z celim vrtom in še z nekimi petimi, kako bi rekel, lopami zraven, dejansko je dogovorjeno lahko, da lahko ta delavec opravlja kjerkoli na tej lokaciji svoje delo. Mislim, da bi bilo zelo smotrno in s tem bi delodajalec lahko pridobil malo manj manevrskega prostora, zaradi katerega je odgovoren, da nekako konkretneje določita, kje se bo to delo opravljalo. Ne pod hruško, ampak dejansko v neki sobi, v nekem prostoru, v določenem delu objekta. Zakaj je to pomembno? Kar nekaj vprašanj na inšpektorat pride, kaj se zgodi, recimo, če se delavec, ki dela v domu, nekako poškoduje po stopnicah, ko gre po stopnicah v svojo pisarno, navidezno pisarno, recimo, koliko si kuha čaj ali kaj podobnega. Vsi vemo, recimo, ko se izvaja delo na domu, to nismo 8 ur priklenjeni v neko pisarno, ampak nekako tudi hodimo po svojih prostorih, kuhamo kosilo dejansko za popoldne in kaj podobnega. In mislim, da bi bilo pomembno, da se te zadeve v teh pogodbah konkretneje opredeljujejo. V smislu obveznosti tako delavca kot delodajalca. Dejansko se lahko prepričate sami, kako bi bilo, recimo, če vam se delavec poškoduje. Lahko se poškoduje po stopnicah, lahko se poškoduje v tej svoji pisarni in podobno in bo nekako od vas zahteval, od delodajalca zahteval, da mu izda, se pravi, R8 obrazec in mu zagotovi 100% nadomestilo bolniške odsotnosti. Verjetno bo delodajalec na začetku malo zastrigel z ušesi in mogoče v smislu dobre volje priznal. Imamo pa tudi delodajalce, ki nikakor nočejo priznati nezgode pri delu, ne na svojih neobičajnih delovnih mestih, kaj bo šele potem v prostorih na domu. Se pravi, hotel sem poudariti, pogodbeno razmerje, vse pogodbe, ki bodo v zvezi z tem v zvezi z delom na domu sklenjene, mislim, da bi morali biti kar zelo konkretne, s katerim se konkretno opredeljujejo pravice in dolžnosti obeh strank, torej delavcev in delodajalcev. Velikokrat se dogaja tudi to, da sprašujejo delodajalci, ali zadostuje izjava delavca. Se pravi, da delavec poda izjavo, da so pogoji, ki jih ima doma, ustrezni in da
zagotavljajo varno in zdravo delo. Jaz mislim, da taka dokazilo ni zadostno, ker zakonodaja govori tako ZDR kot ZVZD, govorite o tem, da je delodajalec odgovoren za varnost in zdravje pri delu in z neko izjavo mislim, da ne more prenesti te odgovornosti na samega delavca. Lahko se pa nekako dogovorita in se poučita, kako mora upravljati svoje delo, sicer z ustreznimi sredstvi za delo. Delavec mora delodajalcu pojasniti oziroma mu sporočiti, kje bo opravljal delo, kakšni so njegovi pogoji in delodajalec je tisti, ki bi pa potem te pogoje lahko preveril, na koncu koncev bi jim lahko tudi verjel. Ampak, če takim zadevam verjame, to pomeni, da je takšen način, če rečemo, preverjanja ustreznosti delovnih mest veliko manj zanesljiv, tudi če posreduje delavec delodajalcu neke fotografije, ne moramo biti sigurni, od kod so te fotografije oziroma kateri prostori so slikani. Vsekakor je delodajalec tisti, ki je odgovoren za varnost, kakšne postopke in kakšno odgovornost bo v zvezi s tem prevzemal in kako jo bo delil z drugimi, če lahko tako rečemo, pa je nekako njegova odločitev. Velikokrat se tudi pojavlja vprašanje, kaj je z meritvami na teh delovnih mestih. Ali moramo opravljati meritve, ali jih ni potrebno opravljati. Dejstvo je, da že zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu govori, da se opravlja meritve škodljivosti. To pomeni, tam, kjer predvidevamo, da so škodljivosti, tam mislim, da se lahko preveri, ali so delovni pogoji ustrezni ali ne. Najpogosteje bi se pregledovalo mikroklimatske razmere. Če gledamo, v mikroklimatske razmere sodijo tudi temperatura delovnega mesta. Dejansko je moje mnenje, da takšne meritve niso potrebne v stanovanjih, mislim, da v urejenih stanovanjih, kjer bivajo urejeni ljudje, urejeni delavci, je to vprašanje, ki je prioritetno rešeno in meritve nekako ne bi v ničemer pridonesle k izboljšanju delovnih pogojev. Tudi meritve osvetljenosti. Običajno imajo stanovanja narejene po projektni dokumentaciji in če je to urejeno tako in če se razmere vzdržujejo, bi lahko tudi te meritve odpadle. Skoraj dejansko ne vidim potrebe, po katerih bi bilo potrebno upravljati neke meritve. Mogoče hrup okolice ali kaj podobnega, če smo blizu nekih avtocest ali hitrih cest, nekaj podobnega, ampak mislim, da je bolj pomembno, da se osredotočimo pri tem na druge zadeve, na ergonomijo delovnega mesta, recimo, ko govorimo o pisarniških delovnih mestih, o uporabi ustreznih mišk, tastatur, ergonomskih urejenih računalnikov, laptopov in podobno. Mogoče še to, ko sem omenil, ocenjujemo, da število prijavljenih del od doma na inšpektorat nikakor ne ustreza dejanskemu stanju, to je prekršek in v posameznih primerih smo to v preteklosti že ugotavljali, in sicer na pobudo delavcev. Delavci so podali posamezne prijave na inšpektorat, da delodajalec ni prijavil, se pravi, njihovega dela od doma. Razlog, zakaj je bilo to storjeno, ali z ene, z ostale strani, nam ni jasno, ampak na koncu vsekakor pričakujemo, da gre tukaj za neko soglasje z obeh strani, se pravi, za interes delavca in delodajalca, in da bosta nekako v sklopu pogodbe oziroma dogovora tudi ustrezno uredila ta medsebojna razmerja. Vsekakor pa na inšpektoratu podpiramo, se pravi, nekako to delo od doma, da se zadeva razširi. Sedanje obdobje, zlasti korona, je pokazala pripravljenost delodajalcev, da oddajo delo na domu. Tudi delavci so bili tisti, ki so, recimo v narekovajih, malo bolj svobodni, ko delajo od doma, biti pa je potrebno realen in pošten, kako odrediti tisto delo, da bo nekako realno, da se ga bo zmožno v določenem delu opraviti,
se pravi, kvalitetno opraviti in da boste zadovoljni tako delavec kot pa delodajalec. Mogoče zaenkrat to, zahvaljujem se za pozornost in predajam štafetno palico moji naslednici. Špela, izvoli. Lep pozdrav, se slišimo? Se, ja. Danes imamo vsi veliko za povedati, tako da bomo očitno nekoliko podaljšali. Upam, da vas ne moti, ker so vsebine zanimive. In lep pozdrav še z moje strani. Jaz sem Špela Robič, sem vodja pravne službe v Siemens Slovenija, kjer se ukvarjam z različnimi področji, z gospodarskim pravom, pravom informacijskih tehnologij, digitalizacije, pravom javnih naročil. V zadnjem času pa so bile v središču tudi delovnopravne teme, intervencijska zakonodaja, med drugim delo od doma. Znotraj Siemens Slovenije imamo pogled v ureditve drugih držav in glede na te izkušnje je moj prispevek danes usmerjen v idejo o racionalizaciji tega instituta dela od doma. Nenazadnje digitalizacija, industrijska revolucija, tehnološki razvoj spreminjajo tudi prihodnost dela. Na primer, izkušnja iz Češke kaže, ki ima podobno ureditev in je delo od doma zakonsko možno, da so se v zadnjem času začele pojavljati slabe prakse izkoriščanja tega instituta zaradi zniževanja stroškov delodajalca na račun poslovnih prostorov. In glavni razlog je bilo v bistvu pomanjkanje podrobne zakonske ureditve, ki je sposobna v bistvu uravnotežiti interese delavca in delodajalca. Moja naloga danes je predstaviti razmišljanja prakse o spremembah zakonodaje na področju ureditve dela, kar pa ni prav lahka naloga. Prvič je nivo implementacije dela na domu med družbami v Sloveniji različen. Na eni strani imamo družbe, ki so delo od doma uvedle že pred leti, na drugi strani pa družbe, ki so se s tako obliko dela srečale prvič v nedavnih izrednih razmerah zaradi COVID-19. Drugačna pa je tudi pripravljenost družb na nove načine dela in stopnje razvoja na tem področju posledično tudi. Imamo družbe, ki svojim delavcem na domu nudijo bogat paket opreme, ki si jo lahko izposodijo, nudijo nadomestilo za uporabo lastnih sredstev in tako naprej. Spet po drugi strani pa družbe, ki zaradi finančnih, pravnih, tehničnih razlogov tega niso pripravljene omogočiti svojim delavcem. In z Ivano Krančevič, HR menedžerko za srednjo vzhodno Evropo na Microsoftu, sva pripravili en predlog spremembe zakonodaje na področju dela na domu, kjer sva poskušali izhajati iz teh različnosti gospodarskih družb v Sloveniji, se pa hkrati zavedava, da je to šele začetek dialoga in da je potrebno pretehtati pasti in koristi tako za delodajalca kot za delavca. Pripominjam še, da je poti do te racionalizacije instituta dela od doma več. Ena je tudi ureditev na ravni kolektivnih pogodb dejavnosti, kot ga je omenila gospa Metka Penko Natlačen, pa smo se na drugi strani odločili pač za predlog spremembe zakonske ureditve. Zakaj? Iz aktualne izkušnje izrednih razmer zaradi COVID-19 v bistvu smo se različne gospodarske družbe naučile, da je trenutna zakonodaja pretoga za kakšno hitro spremembo kraja opravljanja dela iz pogodbe o zaposlitvi in drugič, da ureditev, ki je usmerjena v varstvo delavca, postavlja kompleksne zahteve, predvsem na področju varstva in zdravja pri delu, ni pa odgovor na zgolj občasno delo na domu, kot neko dodatno fleksibilnost dela. Predlog našega tima, katerega del je bil tudi gospod Nenad Štanovič, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici, je bil v bistvu razdeljen v več točk. Začeli smo v bistvu širšo opredelitvijo dela od doma kot kraj po delavčevi izbiri, ki je izven delovnih prostorov delodajalca in vključuje tako delo na domu, kot delo v naravi, kot delo v nekem drugem kraju.
in celotna predstavitev tega predloga se v nadaljevanju nanaša na vse te kraje. Druga točka je bila osrednja in se je nanašala na prilagoditev zahtev za vzpostavitev dela od doma glede na obseg dela od doma. Mi smo slišali prej, v bistvu, kako je pri nas urejeno delo od doma in da ta ureditev je enaka za vse primere dela od doma. In po našem mnenju, v bistvu za naprimer 4 dni na mesec dela od doma ne bi smelo biti potrebno delodajalcu iti v popolno prilagoditev delovnih razmer doma, kot smo jih v bistvu slišali od mojih predhodnikov. Tako da se nam je zdelo smiselno v bistvu razdeliti delo od doma v 2 kategoriji. Eno je pretežno delo od doma, pri katerem ima ohranitev obstoječe zakonske ureditev smisel, kjer je v bistvu potrebna prilagoditev delovnih razmer doma v skladu z obstoječimi predpisi o zdravju in varstvu pri delu in je v odgovornosti delodajalca, kot do sedaj, da pa je odgovornost delavca dosledno upoštevanje delodajalčevih navodil v zvezi z izvajanjem teh ukrepov varnosti in zdravja pri delu, da je delodajalec dolžan o nameravanem organiziranem delu na domu predhodno obvestiti inšpektorat za delo, da se te delovne razmere dejansko preverijo in da ima posledično delavec tudi pravico do nadomestila za uporabo lastnih sredstev v višini seveda povračila dejanskih stroškov, ki so nujno potrebne za opravljanje delovnih nalog. Torej, to je kategorija pretežnega, tako imenovanega pretežnega dela od doma. Od njega pa se razlikuje v bistvu tako imenovano občasno delo od doma, katerega skupni imenovalec našega predloga je, da se zmanjšajo zakonske zahteve za vzpostavitev takega dela. In v tej kategoriji v bistvu je bil naš predlog, da bi odgovornost delodajalca bila zgolj sprejeti navodila in ukrepe za prilagoditev občasnega delovnega mesta doma in z njim seznaniti delavca, medtem ko bi spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu bila dejansko odgovornost delavca, ki bi se k temu pisno zavezal. Po našem mnenju potem v tej obliki dela na domu tudi ne bi bilo potrebno obvestiti inšpektorat za delo in preverjati delovnih razmer tako podrobno, kot bi to bilo potrebno napraviti v bistvu za pretežno delo od doma. In tudi naš predlog glede povračila in nadomestila za uporabo lastnih sredstev gre v smeri, da v takšnem primeru, ko je to delo zgolj občasno, da delavec nima pravice do povračila, smo pa dopustili možnost, da delodajalec internimi pravnimi akti to uredi seveda drugače. In ob tem bi v bistvu se dotaknila enega vidika, mislim, tudi odgovarjam na eno izmed vprašanj, pa tudi veliko je bilo pozornosti v zadnjem času glede samega nadomestila za uporabo lastnih sredstev. Razlikovanje med obema kategorijama dela od doma po našem predlogu je smiselno tudi z tega stroškovnega vidika. Ima tudi smisel stališča samega nadomestila za uporabo lastnih sredstev. Ker dokler delodajalec ohranja vsa delovna mesta in nosi stroške najema, upravljanja z nepremičnino, potem želimo, da z ureditvijo dela od doma ne bi imel dodatnih stroškov še z nadomestilom. Medtem ko, če pa v primeru pretežnega dela od doma v bistvu dejansko zmanjša poslovne prostore in ustvari tam nek prihranek, pa ima smisel, da del tega prihranka nameni za nadomestilo delavcev, ki delajo pretežno od doma. Torej, ti dve kategoriji imata po našem mnenju smisel tudi stališča samega nadomestila za uporabo lastnih sredstev.
No in ker ureditev dela od doma vpliva tudi na neke druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, je naš predlog spremembe vključeval tudi spremembe teh posledično drugih določb ZDR-ja. Ena izmed teh je recimo evidentiranje delovnega časa v primeru dela od doma. Mi smo pristali v bistvu na sedanjo ureditev pri tem predlogu, vendar smo želeli dodati, da se ta pravila evidentiranja delovnega časa, ki izhajajo iz zakona o delovnih razmerjih za običajno delo, da veljajo tudi za delo od doma. In to pomeni v bistvu, da če bi tako delo trajalo dlje kot polni delovni čas pri delodajalcu, da se presežni delovni čas tudi presoja po pravilih zakona, ki velja za nadurno delo. Drug vidik je v bistvu, ali naslednja točka našega predloga je v bistvu preverjanje izpolnjevanja delovnih nalog med delom od doma. Torej, mi bi želeli v bistvu ohraniti pravico delodajalca, da preverja dejansko opravljanje dela delavca v času dela od doma. Način preverjanja predlagamo, da se določi v splošnih aktih delodajalca, pri čemer naj bi upošteval določilo ZDR-ja in predpise z področja varstva osebnih podatkov. No in kot zadnje je točka, ki je bila že omenjena v bistvu v kontekstu, ali je potrebno skleniti zgolj aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi, bi želeli jasno opredelitev v bistvu v zakonu, da taka sprememba, torej kraja opravljanja dela, ne predstavlja okoliščine, ki bi zahtevala sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi. Smo že prišli v bistvu do zadnje točke našega predloga, ta pa se je nanašala na spremembo dela zaradi izrednih razmer, kot smo jih bili priča sedaj. Zdaj, če smo z našim predlogom želeli kraj opravljanja dela v bistvu razširiti tudi na druge kraje izven bivališča delavca ali parka ali naravo, pa se to seveda spremeni v primeru izrednih razmer. In v tem primeru želimo v bistvu, da smo želeli z našim predlogom posebej urediti tudi tako situacijo in smo ga opredelili tako, da lahko delodajalec v takem primeru omeji kraj opravljanja dela izključno na dom, če je to seveda potrebno zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi ali premoženja delodajalca ali pa zagotavljanja varstva in zdravja pri delu, ampak seveda samo toliko časa, dokler trajajo pač take okoliščine. In tudi tukaj se nam zdi neizogibno sodelovanje z inšpektoratom za delo, ki bi po našem mnenju ali pa po naši želji izdal v bistvu nek minimalni obseg zahtev iz področja varstva in zdravja pri delu, ki bi ga morali v takih izrednih okoliščinah dejansko upoštevati. Ker nedavna izkušnja nas je naučila pravzaprav, da vseh zahtev nismo mogli izpolniti. In s tem bi pravzaprav zaključila moj prispevek v tem webinarju z sporočilom, da jaz se zavedam in tudi vsi v timu se zavedajo, da delo od doma na nek način odpira neko Pandorino skrinjico vidikov, s katerimi se sploh še nismo začeli ukvarjati in se bomo začeli ukvarjati šele po neki širši uveljavitvi, kot je psihološki vpliv na delavca, izguba socialnih stikov in tako naprej. Ampak zame je v bistvu ta webinar in te aktualne razprave samo v bistvu začetek dialoga v pravo smer. Najlepša hvala za vašo pozornost. Mikrofon vklopimo. Metka, mikrofon. Hvala Špela, hvala Nikolaj, hvala Slavko za vaše sodelovanje.
Preden ta webinar zaključimo, bi rada povedala, mi smo na vaše vprašanje odgovarjali že sproti. Tako Nikolaj kot Slavko in tudi jaz, razen Špele, ki je imela pobude za neko novo ureditev v zakonodaji in mogoče je pledirala za naša razmišljanja, ali je to potrebno ali ni potrebno in kakšne bi te rešitve bile. To sem želela povedati, skratka, prišlo je namreč še med trajanjem webinarja najmanj enih 5 vprašanj oziroma 5 vpraševalcev je pisalo, vsak vpraševalec pa ima tudi 5 vprašanj, ampak se zanimivo ves čas tudi ponavljajo. Tako da, če boste ta vprašanja še poslali, mi bomo na nje odgovorili in bomo tudi objavili na spletni strani. Pišejo mi naši hvala našim podpornikom, tehničnim podpornikom dogodka. 30 vprašanj je bilo tekom dogodka, kar pomeni 30 vpraševalcev, še nismo videli, da bi kdo vprašal manj kot 3 vprašanja. To je 90. Se bomo potrudili, da bomo odgovorili na spletni strani. Moram pa reči, da to, kar sem do zdaj gledala, v bistvu se ponavljajo vprašanja in mogoče ste nekateri ali kaj preslišali ali prišli naknadno ali karkoli. Bomo pač to naredili. Kar se tiče Nikolajevega gradiva, ga bomo objavili, Špelo bomo tudi vprašali, če mogoče lahko, Slavko, ne vem, samo bom pa tudi naredila kratek sažetek. Sam ponavadi s tem vpraševalci niso zadovoljni. Rada bi še to povedala o temle OIRA, orodju za ocenjevanje tveganja, o tem ste spraševali cel čas. To je dostopno na portalu za varnost in zdravje pri delu od Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve. Zelo dobra zadeva, zelo uporabna. To je tista tako imenovana checklista, o kateri ste govorili. Potem bi v zvezi in v povezavi z vsem tem bi povedala mogoče še to, da na spletni strani parlamenta najdete eno raziskavo, ki je ime Delo na daljavo, primerjalni pregled. Njihova avtorica je doktorica Katarina Žagar in v bistvu je ena taka krasen pregled tega, kaj imajo urejeno kot delo na daljavo države EU. Zelo, eno pa tudi prednosti in slabosti. In še zadnje, kar sem želela povedati, to, kar je tudi že omenil kot Nikolaj. Namreč pravica do odklopa v primeru, ko gre za delo od doma. Verjetno je marsikdo od vas opazil, da je v delu od doma zdaj v času odreditve po 169. členu postal delovni čas kar brez meja in da nismo vedeli, kdaj moramo počivati, ali nam pripada meddnevni počitek, medtedenski in podobne zadeve. No, Fakulteta za družbene vede je preko organizacije Eurofond naslovila na delodajalske in sindikalne organizacije poziv oziroma vprašanje, kako tretiramo vprašanje oziroma naš odnos do pravice do odklopa kot pravice zaposlenih, da se odklopijo po koncu delovnega časa od tehnoloških in elektronskih naprav. V nekaterih državah ta pravica obstaja že kot zelo predmetna, zlasti v Franciji pa v Nemčiji, pomeni pa to enostavno naslednje, da ko se zaključi denimo delovni čas ali pol ure po njegovem izteku, ima delavec pravico, da ne čita mailov in da se ne oglaša na zvonjenje telefona. Zaradi tega, da si lahko odpočije. Kajti, če ne, lahko botrujemo primerom izgorelosti, kar ni naš namen. Gospodarska zbornica Slovenije se je temu pozivu, temu prizadevanju odzvala na tak način, da podpira, da bi bilo treba to pravico do odklopa urediti tudi v kolektivnih pogodbah dejavnosti, opredmetiti za vsako dejavnost njej lastno in v bistvu ta moment tudi že celo v naši hiši potekajo za hišna pogajanja na to temo, kar se mi zdi zelo velik doprinos tega obdobja in tega davka, ki ga je od nas zahtevala korona situacija.
Hvala vsem, ki ste sodelovali, hvala vsem, ki ste nas poslušali. Če boste postavili vprašanje, bomo na nje odgovorili. Tadej mi je zabičal, da moram povedati, da morate izpolniti kratko anketo na koncu o seminarju oziroma o webinarju. Jutri pa vas vabimo na webinar o interventni zakonodaji PKP3, in se pravi skrajšanem delovnem času in čakanju na delo še v mesecu juniju, ki bo ob 10. uri. Skratka, če ste se prijavili v redu, če pa ne, imate pa še vedno čas. Najlepši pozdrav od vseh nas. Še bomo delali na to temo, ker očitno je to ena tema, ki je aktualna in ki je do sedaj ležala v predalu, in verjamem v to, da bomo ureditev pripeljali do te stopnje, da bo operativna in da bo zadovoljiva za delodajalsko in sindikalno plat. Tako, hvala vam lepa, še enkrat želim lep dan in vse dobro. Nasvidenje.